Moj gost, gospod Jaka Kranjc, iz društva Ekologi brez meja. Vas smem prositi, da se predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? Ja, sem Jaka Kranjc iz Ekologov brez meja, tam sem strokovni vodja. Ukvarjamo se predvsem s preprečevanjem nastajanja odpadkov, z boljšim ravnanjem z njimi, torej preprečevanjem onesnaževanja. Mogoče nas večina ljudi še vedno pozna bolj po akcijah Očistimo Slovenijo v enem dnevu. V prostem času sem pa tudi programer, zato so mi ta področja digitalnega onesnaževanja precej blizu. In to bi bila tema, o kateri bi jaz želela, da se danes pogovarjava, in sicer o digitalnem onesnaževanju. Kaj to pomeni in kdo povzroča to onesnaževanje? Ker jaz prav gotovo ne, a ne? Oziroma, kako prihaja do tega onesnaževanja? Ja, to onesnaževanje na žalost povzročamo vsi. Mogoče na prvo žogo bi človek pomislil, digitalno onesnaževanje, to je zagotovo so, ne vem, odpadni telefoni, odpadni računalniki, te e-odpadki, kakor jim na kratko rečemo. Ampak to je samo en vidik tega. In e-odpadki ali pa, ne vem, odpadna embalaža, odpadna hrana, to je vse oprijemljivo. Pri digitalnih odpadkih govorimo pa o tem virtualnem delu, o tem oblačnem delu, ki ga ne moremo prijeti, ki je skoraj nepredstavljiv. In ravno zato, ker je nepredstavljiv, do tega hitreje prihaja. Če bi imela midva doma problem s kopičenjem odpadkov, prostora enkrat zmanjka, začne smrdeti, glodavci se pojavijo, cel kup enih neprilik. Pri, ne vem, videoarhivih na spletu, ki nam jih brezplačno ponujajo, tega pritiska sploh ne čutimo, a ne. Nimamo nobenih omejitev, dokler se mogoče ponudnik storitve ne odloči, v redu, to je pa zdaj meja za brezplačni uporabniški račun, za več boste mogli doplačati, a ne. Tako da digitalni odpadki, oziroma to je cel ta digitalni odtis, ki je s tem povezan. Digitalni odpadki, pa z njimi mislimo podobno kot pri navadnih odpadkih, nekaj, kar bo zavrženo, ker ni več zaželeno, ker nima več vrednosti. In v praktičnem pomenu so to potem datoteke, ki so mogoče podvojene, ki jih ne uporabljamo več, ki so samo shranjene nekje, pa če so to datoteke, ki so na naših računalnikih, mogoče 3000 slika našega psa, a ne, ali pa je to mogoče cel arhiv enih videokamer na semaforjih, na primer, do katerih noben ni dostopal, pa mogoče jih lahko krajši čas hranili, na primer. Okej, torej zdaj ste opisal nekaj od teh digitalnih odpadkov, a lahko nam še tako poskušate vrisati cel spekter, kaj to še vse je? Danes, recimo v juniju 2026, kaj vse predstavlja digitalni odpadek? Še bolj plastično mogoče, pošta nezaželena. Je čisto očitno, da nobenemu ne koristi, razen teh, ki nas probajo okrog prinesti, a ne. Podvojena pošta, pošta, ki pošiljamo s priponkami večjim osebam, pomeni, da se vsaka tista priponka shrani ne samo pri nas pa na strežniku, ampak še v vseh njihovih poštnih predalih. Torej bi bilo bolj učinkovito, na primer, če bi povezavo na neki strežnik poslali, pa si samo tisti, ki jo potrebujejo, potegnejo dol, na primer. Potem, slike sem že omenil, videoti, mogoče druge datoteke na naših sistemih, aplikacije na naših mobilnih napravah. Kaj pa zahvalni Sami maili? veliki podatki, tudi seveda v mailih lahko bolj specifično govorimo, a je mail tak, da je napisan, kot da je 30 let nazaj, torej da nima oblikovanja, da ni krepkih besedil, da nima povezav noter, bo manj prostora zasedel, ali pa seveda, a ima citirano celo zgodovino 20 sporočil, a ne, seveda ima cel kup balasta lahko zraven. Ampak na srečo so to zelo majhne količine, če govorimo o vrednotenju z vidika, ne vem, ogljičnega odtisa ali pa vodnega odtisa. Ampak količina podatkov, ki jih proizvajamo, tako skokovito narašča in je tako nepredstavljivo visoka, da pač tudi ti majhni koščki naredijo iz teh zrnc pogača na koncu. Zakaj je to odpadek oziroma kaj ta tehnologija, to, da mi pošiljamo mail, potem bova verjetno tudi kaj spregovorila o umetni inteligenci, povzroča z vidika, virov zemeljskih, z vidika porabe, različnih resursov? Ja, mogoče še ena taka bariera tukaj pri razumevanju, ker seveda, če imamo mi na našem računalniku ali pa na telefonu, tablici, na strežniku, kjerkoli, imamo pomnilnike, diske, kjer se te datoteke shranjujejo. In seveda, če je na disku
10% prostega prostora ali pa če je 90%, poraba elektrike bo čisto enaka. Odpadkov fizičnih bo čisto enako nastalo. Ampak, če nimamo neke higiene, če nimamo neke dobre organizacije datotek in se te podatki kopičijo, pomeni, da nekje bo prišlo do prelomne točke in bomo potrebovali dodatno kapaciteto. In to pomeni, ali dodaten disk, ali dodaten računalnik, dodaten podatkovni center, in to seveda za sabo potem povleče vso to ekstrakcijo, vso to porabo energije, materialnih virov, transporta in itd. Če jaz iz sebe izhajam, bi rekla, da je kopičenje tega digitalnega odtisa posledica neke oblike strahu. Kaj, če bom jaz enkrat nekaj rabila in bom iskala za nazaj, a ne? A imate morda kakšno učinkovito tehniko ali pa kakšno učinkovito veščino, ki bi nam pomagala pri tem, kako se znebiti stvari, ki so res balast, brez da ogrožamo morda enkrat v prihodnosti neko svoje poslovanje, delovanje, odnose, karkoli od tega? Ja, zagotovo je nekaj analogij tudi s kopičenjem v fizičnem svetu, ukrepi možni. Obstaja programska oprema, ki nam pomaga poiskati podvojene slike, videote, na primer. Ne samo, če gre za prav identično sliko, ampak lahko rečemo, da te dve sliki sta si 98% podobni, pa je mogoče ena malo drugače izostrena ali pa malo zamaknjena ali pa je malo palca gor, pa ti jih sam identificira, ker kdo ima v resnici čas iti čez 300.000 slik, ki smo jih naredili, a ne. Potem pri samem delu so mogoče bolj pomembne sistemi za beleženje ali pa sledenje različicam. Torej, ko imamo več različic dokumentov, da nimamo potem 20 kopij, pa je ena, ne vem, tole bo pred lektoriranjem, z lektorjem, končna, pika, končna, 3, in se nabirajo, sploh pri kakšnih grafičnih oblikovalcih, pri trženju in podobno. Tudi same datoteke zelo velike, ne, in se nabere. Tako da obstajajo pač programska oprema, ki lažje primerja posamezne različice in je lahko vse shranjeno v eni datoteki in bolj učinkovito, ker shranjuje potem samo razlike, a ne. Tako mogoče so poslušalci videli na Google Docsih ali pa na podobnih sistemih, v Wordu imamo lahko sledenje spremembam, a ne, in je to bolj učinkovit način zapisa ali pa hrambe teh podatkov. Tako da to zadeva, kar se tiče dela in privatnega življenja, enostaven ukrep je malo razmislek, kako poimenujemo datoteke, kako jih strukturiramo, torej kako imamo mape ustvarjene, poimenovanja, da vemo približno, kje iskati. Ker seveda imamo na računalnikih tudi iskalnike, ki vsake toliko časa preverijo, kaj imamo vse na disku in nam pol pomagajo mogoče iskati po ključnih besedah, ampak seveda po slikah je to težje, a ne. Tako da je nekaj programske opreme, ki lahko temu pomaga, ampak vseeno zahteva malo discipline. Zdi se, da bi morda lahko v zvezi s tem govorili tudi o neki disciplini ali pa ažurnosti, denimo, da sproti brišemo slike na telefonih, maile, ki jih ne rabimo. Namreč moja izkušnja je, da če to ne delamo sproti, mora imeti človek res veliko časa ali pa se mora res znajti nekje, ke je čisto brez signala, da ni na internetu, da se spravi delati te stvari. Zagotovo je najlažje, ne vem, mogoče enkrat na teden ali pa enkrat na mesec ali pa mogoče, ne vem, če se vozimo z javnim prevozom, takih mrtvih obdobjih, ko imamo nekaj dodatnega časa pogledati, pa pol seveda, če imaš manjše obdobje za pregledati, je to lažje. Ne vem, na primer, jaz na osebnem mailu, mail, če ni pomemben, ker je ogromno enih transakcijskih mailov, nam pošiljajo račune, nam pošiljajo obvestila, ki so mogoče zanimive za prebrati, ampak v resnici jih ne rabim shraniti v nedogled, ne. Jih sproti brišem. In res samo te zanimive stvari ostanejo in potem tudi, če kadarkoli rabim iz tega nabora kaj vrednega, je vse to na kupu, že ni treba skozi balast se prebijati, a ne. Ko sem razmišljala o najinem pogovoru, ko sem se pripravljala za ta podcast, sem mogoče razmišljala, zelo podobno je kot z vprašanjem, ali bi jaz to shranila v tiskani verziji, a bi si jaz to sprintala in bi shranila. Ker recimo pri kopičenju v fizični obliki sem se že mnogo bolj disciplinirala in zavržem. Marie Kondo je bila moja
Inspiracija. zvezda, severnica, inspiracija v zvezi s tem, kako se je treba stvari znebiti. In morda bi to prišlo v poštev tudi pri digitalnih stvareh. A je to nekaj, kar bi si jaz zdajle natisnila in shranila? Ne? Torej lahko zbrišem. Odličen pripomoček, seveda mogoče za nek video si težko predstavljati, ne, ker za vsako sekundo videa je v resnici vsaj 30 slik za tem, ne, in bi tako bil še hitro večji. Ampak ja, za vse besedilne, za maile, za podobne stvari, zelo, zelo priročen tak mentalni